Pogledali si bomo funkcijo drip content oziroma po slovensko bi lahko rekli kapljanje vsebine. Gre pa za funkcijo, ki je eno majčkeno bolj naprednejših orodij v spletnih učilnicah. Omogoča nam pa to, da lahko vsebina kaplja. To se pravi, da se vsebina sproži na točno določen dan, to se pravi bodisi koledarsko oziroma datumsko vezano, to se pravi ta pa ta datum, ali pa točno določeno število dni po vpisu, recimo 3. dan po vpisu v program ali pa 5. dan po vpisu v program, torej ne glede na to, katerega datuma se je nekdo vpisal, ampak pač točno določeno število dni po tem vpisu. In pa lahko je tudi pospremljeno z sporočilom, torej z nekim obvestilom o novi vsebini. To sporočilo je pa lahko tudi zelo dobro in učinkovito orodje za moderiranje online programa, to se pravi za vodenje programa in pa torej za ta vidik spodbujanja udeležencev k čim bolj učinkovitemu spletnemu učenju. Zdaj najprej bom rekla en tak disclaimer oziroma en tak droben tisk, oziroma eno tako opozorilo. Drip funkcija namreč omogoča, da se zaklenjena vsebina sprošča postopoma. In tukaj zdaj ena res pomembna stvar je to, da odrasli izobraževalci načeloma ne marajo v spletnih programih, da se jim vsebina zaklepa in da ne morejo napredovati sami naprej. Imajo radi tisto avtonomijo, pač ena od teh, eden od andragoških principov je to, da smo odrasli avtonomni izobraževalci, to se pravi avtonomni učenci oziroma da imamo radi ta nek nadzor sami nad tem, da pregledamo, preklikamo zadeve. Zato je to funkcijo treba uporabljati previdno, drugače pač povzročimo, kakšno slabo voljo, slabšo udeležbo v programih oziroma slabše predelovanje v programih in tako naprej. Tako da dajmo to funkcijo uporabljati res v primerih, ko je to smotrno tudi za spletno učno izkušnjo in ne samo v primerih, ko je to recimo pomemben zaradi nekega marketinškega ali pa nekega drugega poslovnega biznis razloga. Zdaj, tri najbolj tipične situacije, ko je po mojem mnenju oziroma po moji praksi se izkazalo, da je kapljanje vsebine smotrno in upravičeno. Torej, 3 situacije. Prva so vodeni mentorski oziroma neki coaching programi, skratka gre za programe, ko smo v nekem določenem obdobju kot neka skupina skupaj in imamo vsak teden recimo fokus na eni stvari ali pa 14 dni ali kakorkoli. Skratka, takrat je seveda smiselno, ker celotna skupina dela na, tematiki recimo tedna, na modulu tedna in takrat je smiselno seveda, da imamo zaklenjene vsebine, ki šele prihajajo. Druga opcija so vodeni recimo večdnevni izzivi, saj je tukaj spet podobna situacija kot pri coachingu, samo da tukaj so recimo vodeni izzivi lahko narejeni tudi na ta način, da ni nujno, da vsi štartamo v istem datumu, ampak so recimo štartamo lahko kadarkoli. To se pravi, da lahko naredimo neke take zimzelene izzive in se naši udeleženci vpišejo kadarkoli in potem postopoma dobivajo vsak dan eno novo vsebino. In v tem smislu tukaj je logika, da v bistvu potem tudi dobijo, ampak da dobivajo pač vsebino postopoma, ker gre za večdnevni izziv in je pač neka logika v zadju. Tretja opcija, kjer vidim pač tako zadevo uporabno, je pa tudi, ko prodate programu naprej. Zdaj tukaj sicer se bo na prvi pogled slišalo, da je pač to ta bolj biznis razlog in ne učni razlog, ampak v resnici v bistvu gre za takrat, ko vi prodajate na podoben način, kot prodajamo klasične programe. Klasične programe prodajamo tako, da rečemo, program naslednji teden štarta, danes ste ga kupili, naslednji teden štarta in potem imamo vsak teden novo vsebino. Tako da tukaj recimo, ko mogoče tudi, če razvijate spletni tečaj, ki bo kasneje na voljo za samostojno učenje, ga lahko recimo, ko štartate prvič, ste pač transparentni in udeležencem oziroma strankam, ki kupujejo program, poveste, da boste program sproti šele razvijali oziroma da bojo v to prvo rundo pač prihajale vsebine postopoma vsak teden ali pa vsak dan ali kakorkoli določite, skratka postopoma. Tako da tukaj vam res to olajša, tudi če delate program za samostojno učenje, da ga ne rabite razviti zdaj celega, naenkrat pa potem šele prodajati, ampak ga lahko začnete prodajati že, ko imate recimo vsaj neko osnovno vsebino postavljeno
in transparentno udeležencem poveste, da nadaljevalna vsebina oziroma nadaljna vsebina prihaja sproti. Ok, gremo zdaj v akcijo. Tukaj smo samo na hitrico pogledali, torej kaj bomo v tem video vodiču v tokratni v spletnem hubu za spletne edukatorje pogledali. Prva stvar, ki smo pogledali, je to, kaj je treba o tej funkciji vedeti v okviru različnih LMS sistemov, torej različnih platform za spletne učilnice in na kaj biti pozoren v zvezi s to funkcijo v različnih LMS sistemih. Skratka, pogledali bomo od Thinkifica, Teachable, System.io, Online Host Courses, ali kaj je že, do Kajabi in tako naprej, da pogledamo v bistvu na kaj je treba biti pozoren, ne glede na to, v katerem sistemu smo. Druga stvar smo potem pa pogledali na primeru platforme Teachable. Zdaj pa, če sem platformo Teachable vzela, ker jo sama uporabljam, pa ker je ena, bom rekla, takih platform, ker res ima vse tisto, kar pač za spletne tečaje potrebujemo, ni pa to zdaj, bom rekla, vzorec, da je to možno samo tam. Skratka, tako kot vedno učim, jaz vzamem neko platformo oziroma neko orodje za to, da vam pokažem princip dela, vse to se da pa narediti tudi v drugih platformah. No, tako tukaj v bistvu se bomo pogledali pač na primeru platforme Teachable in pokažem oziroma razložim filozofijo, kako to lahko uporabite tudi drugje. In pa znotraj, to se pravi, platformo Teachable si bomo torej pogledali tehnično, torej pod točko 2 zelo tehnično, pač kako to narediti, pač zato, da razumemo, kako se to tehnično dela v platformah, v spletnih učilnicah. In pa potem si bomo pogledali pa tudi iz, bom rekla, tega bolj mehkega pristopa, kako zdaj v bistvu lahko to funkcijo, zlasti v primeru Teachable imamo noter tudi ta sistem za sporočila, kako lahko to funkcijo uporabimo tudi za učinkovitejše moderiranje, torej vodenje online programov, zato da res udeležence motiviramo, spodbujamo in naredimo res super truper spletno učno izkušnjo. Takole, to je bil en kratek uvod v to, kaj se v spletnem hubu za spletne edukatorje dogaja ta teden. Torej, celotna video lekcija, celoten tak mini trening, tam nekje v obsegu pol ure, če se tudi lotaš zraven in preizkušaš zadeve, te torej čaka v članskem programu Spletni hub za spletne edukatorje, kjer v bistvu vsak teden posvetimo, bom rekla, pol ure ali pa recimo eno pedagoško uro na teden posvetimo eni majhni zadevi z področja spletnega poučevanja, to je od video lekcij, izgradnje spletnih tečajev, do zoomanja, do orodij z področja edo-marketinga in edo-biznisa, spletnega edo-marketinga in edo-biznisa in tudi spletnim učilnicam in različnim, bom rekla, orodjem in tehnikam, kako uspešno in učinkovito moderiramo online programe. Poleg tega imaš v spletnem hubu za spletne edukatorje dostop pa tudi do celotnega spletnega tečaja, spletni edukator, ki pa v bistvu predstavlja osnovo za vse tiste, ki želite se naučiti izgrajevati spletne tečaje, čisto od ideje do izvedbe, oziroma za tiste, ki jih že izgrajujete, da lahko majčkeno pobrskate, kako jih si še olajšate svoje delo, oziroma kako še izboljšate oziroma naredite spletne tečaje bolj učinkovite. Tako da, celoten video trening torej na voljo v spletnem hubu za spletne edukatorje.